Je tudi vaša najljubša barva modra? Faraoni v starem Egiptu so modro nosili kot zaščito pred zlom. Modre krvi naj bi bili vladarji, modra pa naj bi tudi ščitila pred čarovnicami. Lastnik stanovanja v Ljubljani je želel, da je modra rdeča nit njegovega doma. Želja naročnika je bila imeti stanovanje opremljeno z vodnimi motivi. Nekih akvarijev, fontan, glih ne vidim, kako ste se lotili zadeve? Ja, ker gre za stanovanje, ki nima neke kvadrature, kjer bi si lahko privoščili nek akvarij, da bi to res izgledal kot nek vodni motiv, ne pa pač nek mičkin akvarij. So pol midve raje to željo po nekem vodnem motivu prevedle v tako vodno barvno shemo in potem se nekako uporablja to pri barvanju sten, pa tudi kavčev, nekih takih morskih, zelenih, pa tako ta pol plava barva shema pol gre nekako se vleče po celem stanovanju. Spalnica je zelo zanimiva, ker deluje tako na pol dokončana, kot da je malo barve zmanjka, seveda to je verjetno namenoma, ne? Zdaj, to plavo barvno shemo smo nadaljevali tudi v spalnici, kjer so se namesto klasičnega barvanja cele stene. Stena namreč za posteljo mora biti pobarvana skoraj, zato da se ne maže, če je pač brez vzglavja. Torej, odločili smo se za pač neko igro z pleskanjem, kjer sva pol, da ni neke potrebe po pol še nekem motivu, pa da ni tako klasično, sva pol hoteli ta nek ferlauf oziroma na pol pobarvano steno, da je pol tam se nekaj zgodi, obenem pa pač, ko se človek tega naveliča, se pa pač nekaj drugega pobarva gor. So bili potrebni številni posegi, da je stanovanje danes takšno, kot je? Ja, res je, to je eno od stanovanj, kjer smo kar posegali v praktično vse napeljave, parket, ploščice, kopalnico. Predelne stene so sicer ostale, nosilne seveda morajo ostati. Smo tudi potem premikali vrata. Kakšno je bilo prej in kaj ste želeli v bistvu s tem doseči? Prej je bilo pač standardno stanovanje, tako kot vsa. Kuhinja je bila po tej steni, ki jo vidimo. Tukaj, kjer sedimo, je bila mišljena jedilna miza, tamle zadaj je bila televizija, tukaj so bila pač vrata iz vetrolova ponovno niso bila steklena, se pravi, bil spet vetrolov temen. Bile so pač ploščice tukaj po kuhinji, zato smo mogli tudi potem se odločiti, da smo zamenjali talne obloge. Potem smo se odločili za boljšo postavitev kopalnice, kar je prineslo za sabo pač tudi menjavo sanitarne keramike. Je že vse bilo noter? Ja, pač bilo je novogradnja, pripravljena na vselitev. Potem smo... Kaj pa ogrevanje je tako, kot je bilo prvotno, ali ste tukaj tudi kaj spremenili? Ja. Ne vidim nobenih radiatorjev, vse je skrito. Ja, radiatorji so bili prvotno noter, potem smo mi v eni fazi nameravali zamenjati te radiatorje za lepše. Potem se je izkazalo, da je bolje dati v stanovanje nov parket, kot pa samo dopolniti obstoječega, in to je potem pripeljalo Damjana na zamisel o talnem ogrevanju. To zamisel smo veselo pozdravili in to je rezultat. Kopalnica je prav neka posebna zgodba tega stanovanja, ne? Tam si je še posebej dal nekega vodnega duška, rečemo temu, užitkarskega. Ja, kopalnica je, predvsem smo gledali, da je funkcionalna, da smo spravili pralni in sušilni stroj iz kopalnice v utility, ker se nam je zdelo nesmiselno, da bi pač ta mali prostor, ki ga imamo na voljo, zapolnil še s temi stroji, če je zraven v bistvu en prostor, ki je lahko prav temu namenjen. Tako da smo potem premaknili napeljave, zbrali novo sanitarno keramiko, zbili smo dol ploščice, tukaj so nam bili zelo dobro v pomoč naši izvajalci, ki so delali vse točno tako, kot smo jim naročili. Potem so pa prišli z posebnim premazom, tako da zdaj ploščic ni nikjer v stanovanju. In smo v končni fazi potem v vsem tem servisnem delu menjali ploščice za ta premaz.
Ampak pika na i je pa to, na kar sem že na začetku napeljeval, je pa ta tuš in ta ključni vodni element v kopalnici. Ne? Je mal poseben. Ja, to pa je Damjanova želja, že od vsega začetka je bila po teh Hue svetilih, se pravi teh ledicah, ki spreminjajo barve. Tega imamo po stanovanju kar precej in seveda, ko smo prišli do izbire tuša, je bilo nekako logično, da izberemo tuš, ki ima tudi neko kromoterapijo zraven, se pravi, da osvetljuje to barvo, te curke osvetljuje, da se barvajo v različnih barvah. Zelo prijetno. Fante nas že od majhnega napeljujejo, modra je barva za fante, roza za punčke in tako naprej. Ampak vaša želja po modrini v tem stanovanju verjetno izhaja z narave ali iz ne vem česa? Ja, iz narave, nekako modra pa zelena, si predstavljam naravo in hotel sem to umestiti v stanovanje, da uravnoteži vso to tehniko. Ne. Seveda, nas moške pa zanima tudi tehnika, ne? To je bilo pa gotovo vaše področje. Vidim, da je kar vse dodelano, na hitrco pogledal, preštel zvočnike, 5:1 sistem, televizor, ukrivljen, modern, tak mini kino doma. So še kakšne druge stvari, ki se skrivajo, take zanimive? To je bilo vse pomembno. Pol so tukaj še luči, se spreminja barvo. Lahko se tudi poveže z glasbo, da utripajo te LED luči. Aha, za spreminjanje vzdušja, za ustvarjanje posebnega vzdušja? Ja, lahko nek domači mini disko ustvariš, pa ozvočenje je tudi po celem stanovanju povezano. Aha, več različnih prostorov na istem zvočenju, če prav razumem? Ja, lahko predvajam isto glasbo v več prostorih ali pa različno. Kaj to pomeni, tudi v kopalnici, v spalnici? Tudi, ja. Aha, prav res? Ja. Super. Ampak od protiutež televizorju sta pa na drugi strani dale prav nek svoj pečat na steno. Ja, res je. Tukaj na tej steni pri mizi sva od začetka že planirali neko sliko. Motiv je bil seveda vodni. To sliko sva kar nekaj časa iskali, sva vse preiskali, da bi dobili nekaj primernega. Res je, da take stvari lahko tudi zelo veliko stanejo in tudi vemo, da slikarji pač po naročilu niso najbolj navdušeni, če bi kaj takega narisali, in v končni fazi sva potem zgrabile čopiče v roke in nastalo je tole nočno morje. Aha, nočno morje. Ja, pa res je neki planktona, se svetlika. Ja, in kaj? To ste zdaj skupaj ustvarile? Ja, zdaj pa čakamo na nova naročila.